V tokratni zgodbi iz inkubatorja predstavljamo Špelo Kratohvil. Špela je danes z nami v sklopu projekta, ki ga izvaja inkubator Gea College, prenos lastništva v družinskih podjetjih, ki je sofinanciran s strani Spirit Slovenija in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Špela Kratohvil je slovenska ritmična gimnastičarka, trikratna slovenska državna prvakinja in trikratna slovenska mladinska državna prvakinja v mnogoboju. Ima pa Špelina družina 3 restavracije v Ljubljani, ki sta jih ustanovila, postavila in razvila Špelin oče Mile Kratohvil in Špelin stric Marko Kratohvil. Pivovarna Kratohvil je bila ustanovljena kot družinsko podjetje leta 1992. Njihova posebnost je kvasno pivo in seveda odlične restavracije, ki jih zagotovo vsi poznamo. Špelo smo povabili v goste, da se z njo pogovorimo o prevzemu družinskega podjetja, kaj vse to prinaša in s čim vse se na poti prenosa srečujejo. Špela, lahko na kratko predstavite vaše podjetje Kratohvil? Pivovarno, pivnico in gostilno Kratohvil vodita moja starša in pa očetov brat z ženo. Smo družinsko podjetje, imamo 70 zaposlenih in pa smo pozicionirani na 3 lokacijah v Ljubljani, na Rudniku, na Kolodvorski in v BTC-ju. Proizvajamo kraft pivo, smo mini pivovarna in proizvajamo pivo v bistvu po družinskem češkem receptu. Lahko se pohvalimo z slavnim drugim mestom na tekmovanju Red Dot za naše pivo. Kje sta oče in stric dobila idejo za pivnico? Oče pravi, da je bila šnops ideja. V bistvu, če razložimo ozadje, izobraze moje družine, oče je difovec, mama je višja medicinska sestra, stric je arhitekt. Tako da v bistvu, ko je prišla vojna leta 1991, je očetu propadel poslovni model o čarterju in jadrnicah, ki ga je imel na Danskem. Bil je tudi profesor športne vzgoje in nekako se je pač šlo za preživetje in pa v bistvu za nadaljne delo. In ker naša družina izhaja iz Češke, sta v bistvu dobila neko idejo, misel o tem, da bi proizvajala pivo, vendar sta bila brez kakršnega koli znanja, tako da sta potem odhajala na sejme na Češko in sta se malo pozanimala in potem je to kar naenkrat prišlo iz ideje v realnost in sta ustvarila leta 1992 prvo pivovarno. Drži, da ste se odločila, da boste to družinsko tradicijo nadaljevala? Drži. Všeč mi je koncept in pa vizija našega podjetja oziroma vizija mojih staršev. Rada bi nadaljevala njeno trdo delo in pa razširila našo blagovno znamko, tudi mogoče na globalno raven. Je bila odločitev lahka, nekako logična ali so bile taka pričakovanja družine? Lahko bi rekla, da je bila moja odločitev in lahka in logična. V bistvu zdi se mi nekako naravno, da ker sem edinka, da je to podjetje nekako usojeno čez nekaj let. Hkrati pa ta ljubezen do gostinstva, ki sta mi jo starša pokazala, me je nekako pripeljala do tega, da jima pomagam v podjetju. Se mi zdi, da glede na mojo preteklost, se pravi, ker sem bila športnica, starši niso pričakovali od mene, da bom prevzela podjetje oziroma da se bom nekako predala temu poslu. Ampak mislim, da če bi me še enkrat vprašali, ne bi drugače odgovorila. Glede na to, da smo omenili, da ste bila uspešna gimnastičarka, je morda vaša skrita želja, da bi počela kaj drugega? Če bi me vprašali to vprašanje par let nazaj, bi vam odgovorila, da bi se rada izborila še eno možnost za olimpijske igre. Šport mi je dal res veliko, dal izklesal me osebo, katera sem danes, predvsem sem odločna pa karizmatična in se mi zdi, da bom tudi taka v prihodnosti. Starša sta mi res pokazala veliko ljubezen do gostinstva, se mi zdi, da nimam take posebne skrite želje. Lani oktobra sem tudi diplomirala iz Akademije za kulinarično umetnost v Franciji in v bistvu sem se nekako zaljubila v kuhanje in bi rada prevzela naše podjetje, se vidim v temu. Če pa že izpostavim skrito željo, je pa, da bi enkrat imela Michelinovo zvezdico v eni majhni mini butični restavraciji, ampak pot do tja je pa še strma pa trnata, tako da to bomo še videli. Kdaj, kako in na kakšen način se boste lotili prenosa lastništva? Morda opišete korake. Mislim, da pride vse s časom, pa bolj naravno. Starša še vedno delata v polnem pogonu in isto stric in teta, tako da jaz sem tukaj, da opazujem, da se učim njihovih pristopov, načinov komunikacije z zaposlenimi,
način poslovanja nasploh, način dela z strankami, tudi v kuhinji pomagam, tako da v bistvu vidim iz vseh kotičkov, kako podjetje nasploh deluje. Ko bo čas, bom prevzela. Se mi zdi, da bosta starša me na to pripravila in da bosta v bistvu mi pokazala vse, kar potrebujem, da bom enkrat potem prevzela in mislim, da ko bo čas, bom to že vedela. Kakšni so vaši načrti z družinskim podjetjem? Če bi lahko pogledali v mojo glavo, bi videli toliko nekih idej pa zamisli, da bi se vam zvrteli, ampak mislim, da moram biti realna, tako da v bistvu vse bo prišlo s časom, kot sem rekla. Prvi cilj je, da uspešno prevzamem podjetje. Se mi zdi, da to bo čez nekaj let, da bom vodila vsaj tako dobro, kot ga vodijo moji starši in teta in stric, tako da če mi bo to ratalo, se mi zdi, da bom dosegla vse. Kar se tiče pa nekih novih idej oziroma nekega razvoja podjetja, pa se mi zdi, da je bilo potrebno podjetje bolj svetovno razširiti oziroma saj v sosednje države, še posebej pivo. Pivo si zasluži neko prepoznavnost, ker je nek kvaliteten izdelek, ki ima neko dodano vrednost, ker je le mini pivovarna, smo le drugačni, šampanjsko pivo je nekaj redkega v današnjem svetu in se mi zdi, da se zasluži to prepoznavnost. Isto smo začeli s tajsko hrano nekaj let nazaj in je danes pravi hit in se mi zdi, da se zasluži neko special treatment, predstavitev Ljubljani, Sloveniji in tudi mogoče svetu, tako da bi si mogoče ta naš confusion kotiček tajske hrane zaslužil neko svojo restauracijo posebej, ampak mislim, da do takrat je še treba malo razviti neko podjetniško kulturo oziroma kulturo v podjetju, da se tudi zaposlene nekako pripravi na to in nasploh pripravi neko vizijo podjetja, da se to razširi. Imate v načrtu kakšne posodobitve, morda s korono kakšni drugi pristopi do kupcev, ponudbe? V bistvu korona nam je pokazala prave zobe, če lahko temu rečem, mislim, da je vsem gostincem in turističnim storitvam. V bistvu videli smo, kakšne so slabosti v poslovanju, kje so pomanjkljivosti in pa seveda, kje so neke pozitivne stvari, ki so nam omogočile, da danes lahko poslujemo, da nismo zaprli svojih vrat. Seveda tukaj sta starša in pa teta in stric dala veliko poudarka na teh pozitivnih stvarih in to držala nad gladino. Zdi se mi, da podjetje posluje čisto v redu, kakršne imata pristope moja starša, mislim, da se izobražujeta vsako leto, vidite nove pristope, hodite po sejmih in vidite, kakšni so neke trendovski pristopi poslovanja v gostinstvu, ampak v mojem vidiku bi nekakšno modernizacijo oziroma nek update, neke komunikacije med zaposlenimi, se mi zdi, da moja starša sta odprta vsem zaposlenim 24 ur na dan, 7 dni v tednu, ampak bi bilo potrebno neka modernizacija temu, mogoče da tudi jaz v to vstopim, tudi mogoče to, kar se je zdaj z dostavo hrane, Wolt in to, da se to mogoče razširi tudi na lastno dostavo, da imamo svoj avtomobilček s svojim šoferjem, ki lahko vozi tudi na lokacije v okolici Ljubljane. To so neki taki krajši pristopi, no, tako. Boste prihodnost podjetja gradila sama ali vam bo še vedno pomagal oče ter stric? Jaz si želim, da bi bil oči, pa cela družina z mano zavedno. Mislim, da ko enkrat vodiš tako podjetje, ne moreš kar izklopiti enostavno, ko prideš domov in potem, ko bi nehal delati, tega ne moreš enostavno odklopiti in pozabiti na podjetje. Moj oče je že nekaj let v penziji, ampak dela pa tako kot pred penzijo oziroma še več. Mama in teta in stric vsi delajo v polnem pogonu, tako da mislim, da ko bo bil moj čas, ko bom jaz prišla na vrsto za prevzem, mi bodo vsi štirje pomagali z vsemi idejami, nasveti in tem, tako da v bistvu vem, da sem lahko obrnila kadarkoli, v kakršnemkoli situaciji bom, pa kakršenkoli problem bom dobila, da sem lahko obrnila na svoje starše, pa mi bodo pomagali. Kaj ste po izobrazbi, katera znanja in veščine menite, da še potrebujete, preden boste opolnomočena za prevzem družinskega podjetja? Zaključila sem gimnazijo, zdaj pa sem tik pred diplomiranjem iz podjetništva na GEA Collegeu. V bistvu na
Na fakulteti sem dobila vso potrebno teoretično znanje, ki ga v bistvu potrebujem za potem realno življenje. Se pravi, naučila sem se veliko o vodenju podjetij, na splošni sestavi podjetij, o managementu, ki mislim, da jih bom lahko potem enkrat uporabila v real lifeu. Se mi zdi pa, da mi manjka neke ta prave izkušnje, poslovne izkušnje, ki pa pridejo z leti pa z delom. Vidim, da oče mi pravi, da naj ne hitim, da naj ne prehitevam stvari, da gre vse postopoma po korakih, tako da v bistvu vem, da se bom lahko naučila iz njegovih pristopov pa prijemov vse potrebne stvari, tako da manjkajo mi izkušnje, no, ampak na faktu sem dobila pa vse, kar potrebujem teoretičnega, tako da upam, da bom lahko to uporabila v ta pravih situacijah. Imate morda za konec še kakšno zaključno misel? Se mi zdi, da otroci, ki pričakujejo, da bodo starši jim enkrat predali svoje podjetje, naj ne hitijo, to jim bi jim rekla. Sicer sem sama zelo neučakan karakter in bi rada naredila vse naenkrat, ampak so me naučili, da vse je postopoma in da ta prave stvari pridejo, ko ne pričakuješ, tako da v bistvu se mi zdi, da se bo vsakemu, ki mogoče zdajle ne ve, kaj je počel v življenju, pa ga mogoče čakajo neke take stvari, ki ne ve, a bi se vidi v tem ali ne, naj vzame korak nazaj, pa zadiha, pa mislim, da se bo vse poklopilo vsakemu. Rada bi pa se zahvalila pa svojim staršem, pa družini, ki me podpirajo pri teh stvareh, pri odločitvah v gostinstvu in pa nasploh v šoli. Tako da, hvala. Za konec vas vabimo, da se udeležite programa inkubatorja GEA College za dvig kompetenc naslednikov družinskih podjetij, ki ga pripravljamo to jesen.